zadnjič si bil na banki in pri okencu pravi blagajničarka, kaj bi pa vi? Sem rekel, pokojnino bi rad. Vi pa pokojnino, vi ste tako mladi, da še ne morete dobiti pokojnine. Imate kakšen dokaz, da ste v penziji? Sem rekel, ja, pa sem se spomnil, pa sem si odpil srajco na prsih, 2 sivi tlačici in sem rekel, izvolite. Pravi, zdaj pa vidim, da ste res v penziji in mi takoj izplača penzijo, prijem domov, pripovedujem to ženi, pa pravi, ti si pa res navaden trapec. Odpel si bi še fršlus, pa bi ti izplačali še invalidnino. V Nemčiji je živel bosanec zraven gospoda Šmida in gospod Šmid je imel bosanca za zelo neumnega, lenega in umazanega človeka in ga stalno žalil. Mujo pa je govoril, Herr Šmid, vam pa manjka kalcija. In Herr Šmid je šel na smučanje in se je polomil zadnjo desno nogo in ko je prišel domov je rekel, Mujo, če mi poveš, kako si vedel, da mi manjka kalcija, te ne bom nikoli več žalil, nikoli ne bom rekel, da si len, ne vem kakšen še zanikrn bosanec. Pa pravi Mujo, kako ne bi znal, da vam fali kalcija. Več 2 godine spavam z vašom ženo, a mi još niso narasli rogovi. Močni se pogovarjajo, kdo ima doma bolj, oprostite dame, neumno ženo. Pravi prvi, moja je zelo neumna. Zna speči le jajca, pa je včeraj akviziter prodal 3 najdražje kuharske bukve. Pravi drugi, to ni nič, kako trapasta je šele moja. Nima šoferskega izpita, cele dneve se vozi okoli, plačuje kazni, točke ji pobirajo. Pravi tretji, fanta, za Mašo dajta. Vidva imata nepopisno srečo. Veste, kako je trapasta moja? Prejšnji teden je šla v toplice. S seboj je vzela 2 škatlici kondomov, pa baba sploh tiča nima. Kaj je bilo zadnjič v lekarni, ne morete verjeti. Mladenič star 20 let kriči na magistro, kakšne kondome pa to prodajate, gospa, da vas ni sram? Kakšne kondome to prodajate? Vsak poči, da vas ni sram za takšen denar odirate mladi ljudi. Kako morate prodajati takšne kondome? Vsak poči. Zadaj pa možankar, ves zgrbljen. Pravi imate mladenič, pa še to ji povejte, da tudi dol lezejo. Veste, še šolskega moram povedati. Pride Janezek iz šole, pa pravi, ati, moji sošolci v 1. razredu znajo šteti do 5, jaz štejem že do 100, je to zato, ker sem Štajerc. Če vas ponosen, ja, to je vas zato, ker si Štajerc. Pa pride v torek Janezek iz šole, pa pravi, ati, moji sošolci v 1. razredu poznajo 3 črke, jaz jih znam že vseh 25, ker je to zato, ker sem Štajerc, ja, to je pa zato, ker si Štajerc. In v sredo, ati, danes smo imeli zdravniški pregled in so se morali sleči do golika, moji sošolci v 1. razredu so imeli takšne majhne pimpeke, jaz smo pa že kar malce večjega. Je to zato, ker sem Štajerc? Ne, sinko, to je pa zato, ker si star 20 let. Pogovarjajo se 3 ženske, pa pravi prva, 70 let sem bila stara, toda noge, kot pri kakšni 20-letnici, moram potrkati, da bo še tako. Pa pravi druga, 80 let sem bila stara, a srček, kot pri kaki 19-letnici, moram potrkati, da bo še dolgo tako. Pa pravi tretja, kmalu jih bom imela 100, pa sem še zmeraj nedolžna, moram potrkati, da bo še dolgo tako. Ti se mi najlepše, Jože Lepšina, smeješ. Poglejte, kako je bilo, bogati brat je povabil k sebi
revnega brata in potem pripoveduje svojim prijateljem. Veste, kaj sploh me ne moti to, da si moj revni brat briše obraz mojo brisačo, da uporablja moj glavnik, da uporablja mojo kopalnico, da uporablja moj avto, da uporablja moje obleke, moje kravate, nogavice, hlače, spodne hlače. To me sploh ne moti. Ne moti me, da jem mojo hrano. Ne moti me to, da se sprehaja po mojih sobah, da se sprehaja po mojem dvorišču, da gleda skozi moje okno, ampak veste kaj? Podivjam pa, ko se mi smeje z mojimi zobmi.